Torej, za vse poslušalce vabimo vas 16.1. v Kino Šiška ob 6. uri popoldne. Dobro. Knjigoris, ne zgodboris. Mislim, da je zgodboris. Zdaj sam disclaimer. Jaz sem sicer prebrala vse tvoje komentarje in mogoče mi jih boš mogla še enkrat povedati v faco. Okay? Tako da, ja, tvoj odgovor, ja, ne absolutno se ne splača. Je pa mislim, da dobro izpadel na koncu, tako da to je pol tudi. 1-2, če boste jedli piškote vmes, mogoče rajš ne, ker se ful sliš, ko ješ. Sej je bilo v redu, ker nimamo časa zdaj, da se še vse pomojeno. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Pod strehco, ki nastaja v sodelovanju med Kritiškim posladkom in Zavodom 2x32, kjer se skupaj z umetnicami in sodelavkami lotevamo vprašanj produkcije sodobne umetnosti. Gre za serijo epizod, posvečenih poglobljenim predstavitvam sodobnih umetniških praks, ki spremljajo delovanje Zavoda 2x32 ter razpirajo poglede v umetniške projekte, ki so predstavljeni znotraj programa Zavoda. Ime podcasta se navezuje na strešico Circumflex iz imena Zavoda, ki jo simbolno prestavljamo v varno zavetje premišljenega umetnostnega pogovora, torej Pod strehco. Danes govorimo o projektu Point Source umetnice Lare Reichmann v Kinu Šiška. Delo nastaja in živi v okviru produkcijske platforme omenjenega zavoda in tako kot pri prejšnjih epizodah nas zanima predvsem, kako delo sploh nastane, kdo vse stoji za njim, kako si delijo naloge, odgovornosti, avtorstvo, pa tudi napake, dvome in srečna naključja. Z mano v studiu so umetnica Lara Reichmann plus del ožje ekipe projekta 3D animator Jan Krek, skladatelj in zvočni umetnik Gašper Torkar in kurator projekta Adrian Praznik in še soustvarjalec Tokratne strehce, producent in programski vodja Zavoda 2x32 Simon Gmajner. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Čau. Zdravo. Čau. Hej. Čau Maša, pa tudi ostali. Kot si že povzela, je Pod strehco serija, v kateri poskušamo v realnem času beležiti produkcijske procese in sodelovanja. Tokrat nismo v čisto klasični predprodukcijski fazi. Point Source je v času pogovora oziroma že živi v prostoru. Mi pa ga s pomočjo ekipe Kritiškega posladka ter avtorjev projekta poskušamo razdreti in znova sestaviti njegovo ozadje. Kako od prve ideje o teleskopu pride do 3D animiranega filma, zvoka, glasovne in igralske zasedbe, razstavne postavitve in vsega vmes. Pogovarjamo se o tem, kako nastaja kompleksno umetniško delo, pri katerem so sodelavci soavtorice in soavtori, ne zgolj tehnična podpora. Dotaknemo se tudi prejšnjih del, kot sta Loading Suns in Disposable Bodies, in poskušamo ujeti rdečo nit, ki povezuje satelite, teleskope, operativne podobe in telesa, ki stojijo za podatki. Tokratni podcast Pod strehco vodiva Maša Žekš in Simon Gmajner. Lepo pozdravljeni. Poslušate, dobimo se pod strehco. Pod strehco. To je tako gabno in rigidno, da nam zdaj bruho. Ok, torej zdaj na hitro, če malo povzamemo, Point Source je videoinstalacija oziroma film oziroma vse skupaj Lare Reichmann, v katerem se srečajo astronomija, informacijska znanost in fikcija, storytelling, pripovedništvo. V glavnem v ospredju je teleskop kot tehnološki inštrument in hkrati kot pripovedovalec, kot nek subjekt, ki opazuje in je opazovan s strani nas, ki to opazujemo. Torej kot stroj, ki pretvarja fotone v podatke in telo, ki razmišlja o lastni vlogi v zgodovini znanosti, oziroma, kakor bomo kasneje videli, o čem se še razmišlja ali ne razmišlja. Izhaja iz različnih obdobij zgodovine opazovanja in nekih podob, ki so se razvile skladno s tehnološkimi zmožnostmi določenega obdobja in v bistvu izhaja iz optike, razumevanja svetlobe in interpretacije oziroma mapiranja nedosegljivega. To so satelitske fotografije, spektrogrami, grafi, kalibracijski testni vzorci, arhivske plate in vse tiste podobe, ki so v ozadju znanstvene produkcije. Lara te podobe nalaga, reže, animira, jim dodaja glasove, znanstvene definicije, osebne spomine, fikcijske monologe,
tega nekega inštrumenta, ki se počasi zaveda svoje pozicije med zvezdnim nebom, človeškimi telesi, ki ga upravljajo, in infrastrukturnimi sistemi, ki ga tudi financirajo, nadzirajo in s časoma tudi odpišajo. Rdeča nit med temi in njenimi že prejšnjimi projekti je v bistvu vprašanje, kdo kaj dela, kdo gleda, kdo je lahko opazovalec, kaj to pomeni, torej sateliti, teleskopi, računalniki kot neki tehnološki posredniki in potem človeška telesa, ki upravljajo monotono analitično delo, ter podobe, ki pač krožijo med stroji, arhivi in tokrat tudi galerijami. Point Source to linijo torej nadaljuje na način, da postavi teleskop v vlogo pripovedovalca, ki tvori iz notranjosti infrastrukturnega sistema, ki govori iz notranjosti infrastrukturnega sistema in se v bistvu sprašuje, kdo bo nekoč gledal te podatke, na kakšen način in kdo bo prebiral to njegovo zgodbo. Zdaj pa preden odpremo naprej vprašanja o produkciji in sodelovanju, bi Lara prosila tebe, da me na nek način dopolniš, popraviš mogoče to moje brifanje vsebine projekta in na kratko tudi opišeš projekt Point Source na način, kako to vizualno zgleda, ko obiskovalka pride v galerijo. Ja, mogoče bi začela kar z samo neko razdelitvijo tega projekta, ki je bila tukaj specifično v Kinu Šiški razdeljena na dva razstavna prostora, na neko glavnino, ki se zgodi v dvorani Komuna. Gre za skoraj 20-minutno video animacijo, kjer kot gledalci sledimo pripovedi tega teleskopa MT-ja, ki na neki dost izolirani poziciji sredi puščave, na vrhu neke planote, v bistvu noč za nočjo opazuje nebo v spremstvu svojih dveh človeških sodelavcev, astronoma in operaterja observatorija. In se mi zdi neka njegova glavna naloga tukaj, niti ne bi rekla, da toliko, za razliko od mogoče prejšnjih likov, ne reflektira toliko svoje pozicije, ampak je bolj v pričakovanju nečesa, kar se mogoče zgodi, kar je tudi nasplošno se mi zdi pri opazovanju taka velika stvar, da v bistvu nikoli ne veš, kdaj se bo nekaj kristaliziralo, kdaj bo nekaj postalo jasno, in je zelo veliko tega časa namenjenega bodi si prežesavanju podatkov, bodi si opazovanje nekega specifičnega objekta, kjer ne moreš predvideti, kdaj pa bo zdaj prišlo do tega nekega aha momenta, oziroma pač nekaj je ujeto v objektiv valečo. In mi kot pač opazovalci sledimo, smo za MT-jem in njegovim sodelavcem od sončnega zahoda, ki nekako markira začetek njihove nočne izmene, do sončnega vzhoda, ko se pač ta konča. Potem se pa projekt nekako razširi ali pa bolj fizično materializira v postavitvi v kameri, kjer so pa te bolj, recimo, to me lahko tudi Adrian dopolni, bolj skulpturalni del, kjer pa v bistvu te elementi, ki jih vidimo v samem projektu, v animaciji, potem pač dobijo neko to fizično obliko, bodi si gre za izreze ali izreze kometov, gravur zvezdnih kart, digitalnega printa na aluminij, teh kadrov puščave, v kombinaciji s temi glavnimi gradniki postavitve v kameri, se pravi praktikabli, ki so pač nek tak univerzalen element, ki se porablja v gledališčih na nekih venjujih, in smo jih tudi tukaj uporabili za grajenje tega prostora tako zgori kot spodaj. In potem v kameri je še ta nek zelo subtilen element glasbe oziroma neke pač melodije, ki tukaj nakazuje na nekaj, kar potem v spodnjem prostoru rata eden od zelo pomembnih elementov projekta, se pravi cel ta glasbeni aspekt te prostorske instalacije. Projekt film je nastal v tesnem sodelovanju z Janom Krekom, s animatorjem Doro Pejić-Bah in Laro v vlogi teh animatorjev, Gašperjem Torkarjem v vlogi avtorja zvoka in glasbe. Glasovna podoba dela je bila zgrajena na igralskih interpretacijah Line Aki, Fane Čavić in Razfana Havala, luč pa je oblikovala Maša Avsec. To je glede, bi rekel, sodelavcev pri projektu. Mogoče bi tle samo še Adriana vprašal, kako pa recimo on mogoče kot kurator vidi to postavitev, zakaj je razdeljeno tudi mogoče na dva dela in tako. Hvala za vprašanje.
Jaz mislim, da je Lara načeloma kar dobro povzela to, kar se tiče samega dela oziroma prezentacije v Kinu Šiška. Mislim, da je pač res potrebno izpostaviti, da se zgodi razstava na 2 ravneh, v galeriji Kamera in v Komuni. Mogoče bi te razstavi v Kameri dal značaj, pravzaprav, da se ta video nekako razstavi in se spravi v to skulpturalno formo, predvsem z namenom tega, da je kot nek teaser ali pa kot nek napovednik tega glavnega dela, ki pa se odvije v dvorani Komuna in ki je pravzaprav na ogled samo 2 dni v decembru, kar je za nami, in 2 dni v januarju, kar bo pa 15. in 16. januarja, kjer gre pa v bistvu za video delo, tudi v obliki instalacije. To zapravo bi rekel, da tukaj je pomembno izpostaviti to, da gre za neko immersive izkušnjo, kjer je pomembna tudi luč, mogoče nekaj, kar nismo toliko omenili, zvok in tudi elementi, ki se zgodijo izven videa. To se pravi, ki osmislijo to delo ne samo kot neko površino, kjer se odvija naracija, kjer se odvija pripoved, ampak pravzaprav tudi kot neko izkušnjo, ki se zgodi v samem prostoru. Tako kot sem kot kurator v bistvu znotraj tega projekta sodeloval in razmišljal, je tudi mogoče neko zanimivo vprašanje v tej smeri, kako razumeti to delo. Jaz bi rekel, da je to delo samo po sebi tudi dosti blizu filmu oziroma filmski naraciji, nečemer pravzaprav, ker smo malo manj vajeni znotraj recimo področja intermedijskih vizualnih razstav in tako naprej. Tako da v bistvu tudi zanimivo odločitev, da je ta forma pravzaprav predstavljena v format razstave. Zagotovo je iz tega vidika izkušnja drugačna. Se mi zdi pa mogoče v tej smeri tudi smiselno razmišljati še naprej in se v bistvu spraševati o samem formatu predstavitve. Mogoče bi za kot izhodišče ali pa za uvod naprej še samo povedal, da ta projekt Point Source nadaljuje neko linijo tvojih oziroma Larinih prejšnjih del. V Loading Suns si sledila satelitu Terra in njegovim senzorjem Aster, Modis, Misr, Ceres in Mopit, ki opazujejo zemljino atmosfero, geosfero in hidrosfero. Kot smo lahko takrat prebrali iz kuratorskega besedila Ime Ugrajenšek, je Lara v projektu skozi polifonijo antropoformiziranih glasov v notranjosti satelita razmišljala o spominu, kogniciji in postopnem zastaranju tehnologije. Potem naprej v Disposable Bodies pa si se osredotočala na te ženske računalnike na Harvardskem observatoriju, ki so v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju s pomočjo steklenih plošč kartirale in klasificirale zvezde. Njihovo delo pa je takrat ostalo skoraj anonimno. Zdaj, po moje najbolj, da na tej točki jaz prevzamem, gremo na vprašanja, se bom navezala na tebe, Simon. Torej, Lara, če začneva široko, torej v tvojih zadnjih projektih, ki jih je tudi Simon zdaj omenil, se vedno znova pojavljajo neki inštrumenti opazovanja, neki sateliti, observatoriji, teleskopi in pa ljudje, ki z njimi upravljajo oziroma z njihovimi podatki. Kako bi ti mogoče opisala rdečo nit med temi tvojimi zadnjimi 3 Loading Suns, Disposable Bodies in Point Source projekti? Kje so mogoče razlike med njimi, kje so preskoki, kaj je mogoče tisti temeljni problem ali pa ne problem, ideja, srž, ki ga vedno znova odkrivaš oziroma se ga lotevaš na nov način in zakaj? Se mi zdi, da je v vseh teh projektih, mogoče ali pa kako jih jaz nekako si jih delim, se mi zdi, da vsi imajo zelo močno to neko realistično komponento, recimo, da vedno izhajam iz nekega bolj ali manj realističnega scenarija in na drugi strani je pa ta fikcija, ki mogoče udre in nadgradi ali pa tukaj služi kot neka metoda povezovanja stvari, ki mogoče drugače se jih ne bi dalo povezati. Mislim, nekaj, kar je pač skupno vsem 3 projektom, se mi zdi tudi to izhodišče iz fotografije, ki je v bistvu od svojega samega začetka se tretira kot zelo objektiven dokaz, prikaz nečesa in pač tudi zdaj v vseh teh primerih, bodisi gre za pač neke satelitske kompozite, astrofotografijo itd. Pač se tretira kot taka, čeprav vedno, kot rečeno, pač gre za neke kompozitne slike, ki so ponavadi sestavljene iz večjih pogledov, posnete v različnih časih z različnimi filtri, ki v bistvu potem skupaj skozi ta dolgotrajen proces ali pa pač poseg v samo originalno fotko pač tvorijo te podobe, na katere smo mi navajeni in jih pač v bistvu vsakodnevno sprejemamo kot del našega sveta. In
se mi zdi pri tem tudi zanimivo, pa tudi ta aspekt, da so načeloma vse to neke podobe, ki jih mi v svojem fizičnem telesu, s svojimi zmožnostmi, pač so za nas nekako nedosegljive in je pač nujno potreben nek ta tehnološki pač napredek, umestnik, ki se tukaj zgodi, da lahko mi tudi Zemljo recimo razumemo. Pač prva slika Zemlje kot take iz vesolja je pač v bistvu stara malo več kot 50 let, se pravi predtem mi nismo imeli pač fotografije Zemlje iz tega gledišča, kar je bilo v neki točki tudi izhodišče pol za Loading Suns in v bistvu kako pač ta podoba sveta, ki je pač vse prisotna, da pač obstaja skozi te neke mogoče spajanja različnih fotografij z gliči, ki se dogajajo noter, obstaja pač kot neka različica, ki jo mi pač sprejemamo kot resnično, kar je pač tudi, se mi zdi, eden glavnih elementov fikcije, pač nujno za fikcijo, da pač funkcionira je, da vsi pač upleteni, se pravi, avtor tega, kot tudi pač ljudje, ki konzumirajo to, pač sprejmejo to kot pač nek svet, v katerem bomo za pač trajanje te zgodbe, pripovedi pač obstajali. Kaj pa mogoče glavne razlike med temi tremi projekti? Ali pa na kakšen način se mogoče ali dopolnjujejo, ali je neko izhodišče iz čist drugega zornega kota vsakič znova? Ne, mislim, da kar sledijo neki podobni liniji, ki tudi ni bila na začetku pač ni bila predvidena, ampak se mi zdi zdaj, ko smo končali ta tretji projekt, da je v bistvu dosti zaključeno pač delo 3 projektov, teh opazovalcev, ki sicer pač zelo, mislim, varirajo, mogoče v svojih funkcijah, v svojih pač pozicijah, ampak ja, jim je pač skupno to, da gre mogoče za neke instrumente, sisteme, na končni fazi tudi ljudi, ki so pač malo spregledani v temu, kar počnejo in jim jaz tukaj mogoče razmišljam o tem, kako bi, če bi oni imeli za neko avtonomijo razmišljati in čutiti glede vsega tega, kar počnejo, kako bi to izgledalo. Ko sem razmišljala o teh vprašanjih in v tem podcastu sem se pa tudi spraševala, zakaj so vedno vsi tako navdušeni nad tem, kar morajo delati. Tako se mi zdi, da pač nekaj, kar jih povezuje, je tudi ta neka brezpogojna želja in čudenje nad tem, kar oni vsakodnevno zelo rutinsko počnejo. Tako da ja, se mi zdi, da so si zelo podobni. Razlike pa pol čistko, recimo Disposable Body se mi zdi, da bi na nek način najbolj dokumentarističen, čeprav ne zares, medtem ko pač Point Source je v bistvu daleč najbolj oseben projekt od vseh, kjer se pač res minimalno omejujem s temi realnimi okviri, kar ne bi bilo, ampak ja, gre zelo tak nek bolj ekspresiven flow na koncertu, se mi zdi. Dosti se pogovarjamo o nekih tako imenovanih operativnih podobah, imidžih, nekih drugih sklopih vizualnih podatkov, ki na prvotni stopni niso namenjeni ljudem, ampak strojem. V teh tvojih delih pa iz teh nastajajo zelo človeške oziroma emocionalne, bom rekel, pripovedi. Mene recimo tle najbolj zanima, kje zate nastopi nek trenutek, ko se to neko gradivo začne prepisovati v neke te fikcijske monologe satelita, ženskih računalnic in tako naprej. Pa tudi, kako se recimo lotevaš dela s temi, resničnimi podatki, arhivskimi posnetki, fotografskimi ploščami in tako naprej, in kako balansiraš med odgovornostjo do nekega zgodovinskega in znanstvenega materiala, pa potem do neke svobode umetniške interpretacije. Tle bom dal noter jaz samo eno vinjeto, torej operativne podobe, ki jih dostikrat pač tukaj noter omenjamo. To so operativne podobe so koncept filmskega ustvarjalca Haruna Farokskega in so vizualni elementi, ki se uporabljajo za tehnične naloge, analizo, merjenje, učenje z umetno inteligenco ali nadzor. Ne le za ogled, premostitev umetnosti, znanosti, vojaške tehnologije in vsakdanjih podatkov. Zdaj v nekem tem kontekstu jih vidimo tudi skozi dela Jussija Parike, ki je finski medijski teoretik, profesor in avtor, znan po svojem delu na področju digitalne kulture, medijske arheologije in estetike, zlasti v svoji knjigi Operational Images From the Visual to Invisional, kjer raziskuje, kako slike delujejo onkraj zgolj reprezentacije. Kako se lotevaš dela s temi recimo resničnimi podatki? To vse, kar recimo dajemo v nek bracket, neke operativne podobe, imidže, druge sklope vizualnih podatkov, in kje nastopi ta trenutek, ko to recimo trdo gradivo začneš prepisovati v neke fikcijske monologe in pa potem balans med odgovornostjo do tega zgodovinskega in znanstvenega materiala in svobodo umetniške interpretacije. Mislim, kar je s to fotografijo ali pa neko pač podobo, zanimivo mi je tako pač, itak jaz izhajam iz nekega pač bolj
likovnega konteksta in mi je bolj zanimivo gledati na to, ali pa recimo tudi, ko se pogovarjam za vsak projekt z nekimi ljudmi, ki iz stroke, se pravi, v zadnjih 2 projektih sta bili to 2 astrofizičarki, kako pač oni gledajo na to podobo in ki se zgodi to presečišče med fotografijo, ki jo mi pojmujemo znotraj pač neke likovne umetnosti in potem kako jo oni uporabljajo zelo pač operativno kot neko orodje. Tako da tukaj se mi zdi, da je čisto v samem konceptu pač je ta operational image zelo zanimivo, sploh predvsem pri Disposable Bodies, kjer v bistvu gre na dobesedno aplikacijo pač tega pojma, kjer so pač te ženske human computers, pač fotografijo uporabljale zgolj kot nek material, iz katerega so lahko ekstrahirale zelo izračunljive informacije. Njih uporabljajo za primerjavo in štetje in pač kalkulacije. Se mi pa zdi, da pa v samih projektih pa se bolj naslanjam na neke pač fotografije, ki pač me pa nosijo zelo, mislim, imajo pa ta vizualni potencial, pač ali gre za neko arhivsko gradivo, mislim, ker so tudi fotografije in recimo v tem zadnjem projektu smo tudi šli zelo v uporabo podob, ki so nastale pred izumom fotografije, se pravi, šlo za neke zvezdne karte, ilustracije. Ti kometi, na primer, ne? Kometi so v bistvu iz različnih obdobij so pobrani. Ja, je pač tudi zanimivo videti, recimo, kako je bilo pred tem, ko je bilo zmožno, mislim, ker so tudi, recimo, iz časa, ko tudi teleskopi niso nujno še obstajali, se pravi, je šlo čisto za neko opazovanje in potem prerisovanje tega, kar vidiš, ker se itak že takoj v tem prenosu pa se zgodi neka ta interpretacija zelo likovna ali pa človeška. Imam pa zelo velik problem. Mislim, da se sama velikokrat tudi znajdem, sploh v začetnih teh research fazi projekta, pred to zagato, kako zdaj biti spoštljiva do materijala, biti spoštljiva do ljudi, ki jih vključujem ali pa tematiziram njihovo delo in pri tem imeti tudi to umetniško svobodo, da zgodbo odpelje ali pa se liki razvijajo v smer, kamor pač se imajo za razviti. Se mi zdi, da je bilo to, recimo pri Disposable Bodies mi je bilo kar grozen, ko sem jaz pač, projekt je bil že v teku in jaz jih v bistvu zelo zreduciram na to, da so pač samo te human computersi, ampak potem greš, ne vem, brati njihove dnevnike. Z Janom smo imela možnost, da sva šla dejansko na Harvard pogledati arhiv in pač se ti kar naenkrat odpre cel ta spekter, pač njih tudi kot oseb in mogoče čista družbeno-zgodovinski kontekst, da pa mogoče pa le niso bile toliko spregledane, kakor sem jih jaz hotela v tej zgodbi prikazati. Da je bila pač neka ta odgovornost, ki je pač tukaj seveda, če pač snuješ nek dokumentarc, moraš biti veliko bolj dosleden do tega, tukaj gre pa le za neko umetniško interpretacijo in jih pač, če so vse te teme porabim, oziroma jaz bi skoraj rekla, da malo pač ukradem neke stvari, da lahko pa jaz pač zgradim na teh temeljih pol te zelo fictional zgodbe. Recimo pri Point Source sem imela pa z Janom tudi, po mojem, kar eno tako dolgo debato okoli tega, ker imava kader, ko se odpre, pa se kupola odpre in čist cinematsko bi bilo super, da gremo mi iz te teme, ko je kupola zaprta in se odpre v zvezdno nebo, ampak potem, ko sem se pač to z astrofizičarko Andrejo Gomboc pogovarjala o temu, pač sem dobila informacijo, da se pač observatorij se odpre še za časa dnevne svetlobe in je bila pa zdaj ta dilema, kako to zdaj prikazati. Mislim, da Jan je zelo navijal, da gremo v temo in jaz sem skozi ne moremo. Tako da mislim, da je pol nek middle ground bil sprejet na koncu. Tako da ja mislim, da se kar veliko okoli tega vrtim, ampak na koncu je pa pač vedno, ali pa v veliki meri to, kar najbolj mogoče služi zgodbi, ker pač mislim, da je jasno, da ne gre zdaj za neke zelo dosledne prikaze, bodi si oseb, bodi si sistemov, ampak ja, pač gre za umetniške interpretacije, mislim, jaz o njih zelo v nekih kratkih zgodbah razmišljam v resnici, no, tako da. Zdaj, če gremo kar na neko koncipiranje tega projekta, torej čisto na začetku, zdaj si že omenila Jana, na kateri točki si začela razmišljati, da ti v bistvu potrebuješ neko ekipo, mogoče celo širšo ekipo, ki bi bila torej v tvojem tesnem sodelovanju za izvedbo tega projekta in kako si se potem lotila tega nabiranja ekipe? Ja, mislim, da zdaj smo že delno kar utečena ekipa, vsaj z Janom in Gašperjem. V bistvu prvič smo sodelovali recimo
v Mautu, na Community Kitu. Mislim, takrat smo se spoznali, kar je skoraj že 10 let nazaj. V bistvu z Gašperjem zdaj že od mojega magistrskega projekta naprej je pač vključen v ta glasbeni zvočni aspekt. Z Janom pa tudi v bistvu že skoraj 10 let sodelujeva na različnih projektih. Tako da tukaj se mi zdi, da na tej točki je to že toliko utečeno, da niti ni vprašanje, kdo bo delal z mano, ampak se mi zdi, da pač, ko je projekt, jaz že dosti točno vem, če je delan v takem obsegu, da zagotovo rabim še enega animatorja. Ja, ne vem, se mi zdi, da je tudi sploh, če gledamo, kakšni so recimo časovni obsegi teh projektov, ker se ponavadi zgodijo od aprila do decembra, da tukaj tudi ni zdaj zelo veliko. Mislim, če ima z neko utečeno ekipo, je tudi čist, kar se tiče efektivnosti, veliko lažje. No. Torej neka potreba po specifičnem 3D jeziku, pa potem določeni vrsti zvoka, vključevanju glasbe. Je bilo v bistvu jasno že ob čistem začetku projekta ali je to prišlo sproti? Ne, mislim, da je bilo od začetka, se je vedel, da bomo v taki zasedbi, ki se je pa tudi razširila. No, mislim, letos smo v bistvu dobili še par novih super članov, Mašo, Doro in vse 3 igralce. Ampak ja, se mi zdi, da na način, kako delam, pa tudi bi si želela še naprej tako delati, je dosti jasno, da se rab že vstopati v projekt z mislijo, da gre za neko širšo ekipo, da je nekaj, kar absolutno ne morem jaz osebno sama narediti. Če že govorimo o samem začetku projekta, kjer je bila neka ta ekipa do neke mere že jasna, ampak kaj pa zgolj na nek način vsebinski input? A se je vse skupaj začelo pri nekem znanstvenem besedilu? A je bil to neka konkretna arhivska zgodba? A je bil to nek ta fizični teleskop? Kaj je bil ta spark? Pač zelo težko je tudi gledati ta projekt izolirano od ostalih 3 projektov, tako da se mi zdi, da je bilo iz projekta v projekt, so mi ostajali pač neki koščki ali pač neke zgodbe, ki so, to je zanimivo, ampak jih pač nisem vključila v prejšnji projekt in se tako pač imaš pol mal stvari že v glavi, s čim pa bi hotel nadaljevati, tako da se mi zdi, da težko bi rekla, da je bila neka specifična točka, ki je bila jaz pa zdaj res hočem naslednja stvar po teleskopu, ampak je tako dosti naravno, se mi zdi, se v to razvil. Je sicer res, ne vem, a je to zdaj nekaj, kar se je vključilo, ne? Ampak začeli smo z drugačnim projektom, mislim, oziroma na ta razpis, na katerega sem se prijavila, sem se nekako želela vrniti nazaj k zemljevidom in je bila pač čist neka druga zgodba, ampak ko sem o tem razmišljala, je bilo pač to, da imam jaz v bistvu še zelo velikega materijala na temo pač opazovanja, mislim, ali pa astrofotografije, teleskopov, ki bi jih bilo mogoče vsem smiselno še nekam vključiti, preden grem zdaj na čist novo poglavje. Ni bilo neke specifične točke, se mi zdi, da se kar organsko razvili, da gremo, da je zdaj pač neka naslednji lik, opazovalec, kdo je to lahko, pač itak sem se dosti, ukvarjala z teleskopi že zaradi disposable bodies. Cool. Jaz bi tle dal, da ne bo tako kot Stojan Pelko v Cukrani, mogoče zdaj malo prešalto na Jana, da ne bo predolgo čakal. Vse si dala super izhodišča. Ne? Jan, mene zanima, kako se recimo tvoja dolgoletna praksa z Laro, od Medprostora, Community Kita, Loading Suns in tako naprej, pozna pri tem projektu. Že imata skupni jezik, vsaj bom rekel, v tem profesionalnem delovanju skupaj, neko knjižnico preizkušenih postopkov ali vsakič začneta z nič? Ali si tudi ti na tem, ko ona začne razmišljati pač o naslednjem projektu, tudi ti že razmišljaš skupaj z njo o naslednjem projektu, skupaj že dajata recimo neke nastavke, ali počakaš, da pride ona z neko idejo in se potem navežeš na njo. Ne? Pa mogoče potem še kar eno vprašanje za naprej, ne? Recimo pri tem projektu Point Source, a si razmišljal o prostoru, ki ga gradiš, je to notranjost teleskopa, laboratorij, kozmični vmesnik, je to dejanski teleskop bil, katerega ste zgradili v tem prostoru? Kar se tiče samega sodelovanja, je definitivno gre za delno utečeno način dela, povezovanja oziroma ta nek workflow je delno vzpostavljen, se pa potem seveda od projekta do projekta to prilagaja oziroma poteka v drugačni obliki, tudi na podlagi tega, kakšni programi so uporabljeni, do katere mere se sodeluje in na kakšen način se tudi sam projekt razvija. Mogoče za razliko od nekega ustaljenega
pipelina, kjer je mogoče drugače bolj prisoten pri sami filmski produkciji ali pa klasični animaciji, da tukaj ne gre toliko za začrtan workflow oziroma pipeline, kako stvari potekajo, ampak mava midva sama mogoče nek delno začrtan način dela, ki je pa vseeno dovolj fluiden in dovolj mogoče odprt za neko eksperimentiranje tekom samega procesa, da lahko zavije v neke drugačne odvode. Za samo komunikacijo in sam razvoj projekta se jaz kasneje vključujem v sam proces. Mislim, Lara research fazo in idejno fazo projekta sama razvija, potem pa ponavadi to poteka, da meni preda oziroma z mano skomunicira to v bodisi obliki nekega storyboarda, nekih referenčnih slik, referenčnega gradiva, nekega research gradiva, ki ga deli z mano, pogovor ali pa že sam grob scenarij, zato da mi da v bistvu nek framework, da mi oriše neko podobo projekta. Kar se mi zdi pa tudi fino je to, da jaz vstopam v to dosti bolj neobremenjeno, kakor je ona. Mogoče z vsem znanjem in z pristopom do samega gradiva, ker jaz lahko v bistvu to zelo gledam z mogoče nekimi zunanjimi, nekimi svežimi očmi in si določene stvari tudi lahko interpretiram po svoje, kar se pa potem seveda skozi nek dialog bolj kristalizira ta skupni jezik oziroma skupna slika. Tako kot sem že omenil, ponavadi to zgleda vsaj neka ta prvi stik pri projektu je predaja nekega materijala nabranega. Ponavadi gre tukaj za referenčne primere. V tem primeru projekta Point Source je šlo za specifično slike. Mislim, sam projekt in sama lokacija se močno referira na to puščavo Atacama v Južni Ameriki, kjer je glavnina najbolj naprednih satelitov, observatorijev, dejansko stoji. Mislim, čisto zaradi specifične geografske pozicije, se gre za enega najbolj suhih prostorov na Zemlji. Najmanj je v bistvu te onesnaženosti zraka in v bistvu obscured view, kaj je to po slovensko. Najbolj jasen pogled, recimo, ti nudi. Potem se je v bistvu na podlagi tega in nekako predstavljene zgodbe se je začel graditi na samem prostoru. Sicer gre za fiktivno puščavo v danem projektu, ampak se močno referira na dejansko to Atacama puščavo. Po sami pokrajini, po sami strukturi, napram mogoče samemu observatoriju, ki je pa v zgodbi povsem fiktiven, se mogoče tudi bolj na samo zgodbo referira, ker glede na to, da sta one dva že dlje časa tam umaknjena, gre za manjši in bolj obskuren teleskop, ne za mogoče nekaj, kar je bolj sodobnega in bolj naprednega. Jaz sem imela vprašanje, mogoče čisto glede te scenografije pa nekega tega režijskega momenta. Torej, ne vem, kdo definira kader, svetlobo, teksturo, kdo predlaga napake, gliče, šume v sliki. A je to neka konstantna komunikacija med vama, ali je to, da Jan naredi, pa ti požegnaš, ali mu ti toliko unih referenčnih fotkic daš, da polno točen ve, kaj mora narediti. A ima tako, kako se reče to, kaj imajo režiserji, to knjigo? Storyboard. Tako vsak kader izrisan, pa take fore. To. Temu projektu storyboard ni bil toliko jasno začrtan, kot je bil mogoče pri drugih dveh projektih. Je bilo bolj ohlapno vse skupaj. Gre pa že pri samem referenčnem gradivu in mogoče tudi pri skicah, ki so mi predane in skozi sam pogovor, gre za dosti jasne ideje, ki pa niso v bistvu dokončno začrtane. In mogoče v tem primeru je šlo, ko se je konstruirala ta puščava na podlagi seveda referenc, je šlo bolj mogoče za ujeti neko atmosfero samega prostora, da se res zajame to prostranost, to odprtost, to merilo samega prostora. Kar se tiče pa specifičnost kadrov, se je pa potem skozi sam
proces bolj jasno definirali in se je mogoče pri tem projektu v zelo zgodni točki določili, da gremo v nek ta približek CinemaScope formatu, se pravi 2,5:1 razmerje same slike, ki je recimo da posledica tega, da se želi čim bolje prikazati to prostranost, da imamo ta raztegnjen horizontalni format, širino prostora zajamemo, da zajamemo širino neba in mogoče v tem primeru je sam format do neke mere veliko narekoval, kako bojo sami kadri na koncu zastavljeni, kakor mogoče nekje drugje, kjer pa sam format slike, ker imamo bolj klasični format, do tega se lahko pristopa na drugačen način. Je pa tle v veliki meri, mislim, imam jaz relativno svobodo, sam hkrati je pa v bistvu Lara potem v vlogi nekoga, ki v bistvu ima to celostno vizijo, kako stvar izgleda, ima v bistvu tudi zelo jasno začrtane kadre, je v bistvu tudi, ko skozi sam proces z mano skomunicira pri samem scenariju. V bistvu je scenarij že razdeljen na nek grob storyboard in kaj se v določeni točki mora zgoditi, je pa potem v bistvu dovolj neke svobode, da se zgodi po svoje. Še to bi dodala, da v bistvu dostakrat je tudi tako, da jaz začnem nastavljati kadre, ne sicer v primeru te puščave, ampak da ti dobiš v bistvu pol izdelke in pol pa mislim, glede na to, da se veliko bolj spoznaš tudi na samo kamero, da pač določiš pol končni kader, lečo, kjer se bo uporabljal, svetlobo itd. Tako da ja, je tak all over the place, se mi zdi včasih ta proces. Zdaj, podobno vprašanje bi jaz imela torej tudi za Gašperja. Torej, zdaj smo govorili o 3D oblikovanju, imamo tudi 2D oblikovanje in imamo tudi zvok oziroma glasbo oziroma zvočno atmosfero. Zdaj, Gašper, v opisu tvojega dela se pogosto omenja, da deluješ nekako med poezijo, klubsko elektroniko in zvočno umetnostjo. In zdaj, mogoče na hitro, na podoben način, kot je prej Jan razložil, mogoče to razmerje med gradnjo vsebine, ampak hkrati tudi nenehno sodelovanje z Laro. Kako je mogoče potek te zvočne kulise nastal? A je šlo iz nekih tvojih umetniških lastnih praks ali je šlo za neko čisto abstraktno zvočno idejo, ki jo je narekovala Lara? Mislim, jaz bi rekel, da je moja vloga pri Larinih projektih predvsem dvoznačna, dvostranska. Eno je pač ta nek, recimo temu, ustvarjalen del, kjer pač naredim glasbo in bolj recimo neke te sound design, pač atmosfere ali pa da se vzvoči nek element, da postane pač bolj, ko bi rekel temu, živ v filmu. In drugi del se mi zdi, da je pa zelo, oziroma bolj tehničen, kot je, ne vem, snemanje igralcev in v bistvu sama vzpostavitev sistema v prostoru. Se mi zdi, da sta to dva neka pola, ki jo mogoče jemljem zelo relativno neodvisno. No. Načeloma se trudim, mislim, ko začnem projekt z Laro, si predvsem želim, da me pač čim bolj zbombardira z referencami, da se najbolj lahko poglobim v nek ta svet, ki ga pač želi ustvariti. In potem je pa delo seveda iterativno. Pri tem specifično sem v bistvu hotel poskusiti ene stvari, ki se potem niso čisto obnesle, ampak sem vesel, da sem jih lahko poskusil. Torej je v bistvu bolj za nek testiranje raznih prizorov, kako bi lahko jih pač uživeli z glasbo in kakšen seveda pač značaj hočemo nekim prizorom dati znotraj dramaturgije. Tako da, ja, bi rekel, da je delo ustvarjanje glasbe za Larine projekte dosti ločeno od mojega lastnega, ker je zelo pač pogojeno z pač svetom, ki ga hoče ustvariti Lara, in torej bi temu rekel, da so na nek način, da je glasba nekako instrumentalizirana v pač namen širšega projekta. Mislim, da so z Laro ugotovila, da se je v bistvu nek zvok povsem po nesreči pač pojavil spet v tem tretjem Point Source projektu, ki je bil že v bistvu prvem, ki ne vem, odkot je prišel, in nisem vedel, da sem ga pač na neki točki ponovil, ampak se ustvarja nek, kako bi temu rekel, vibe. Ja, vibe, jezik, pač nekaj, kar je očitno neločljivo
pač tudi znotraj mogoče mojega dojemanja Larinih pač projektov, kako jih slišim, kako jih pač vidim. Poljena mapca, ki piše gor Lara in notr so Deep Space, Magic Sounds. Za čuda ni, ampak definitivno je ta mapca v mojih možganih. Ja, pač in vem pač na tej točki lahko pač kaj mogoče si bo mogoče Lara najbolj želela pri nekih elementih ali pa kakšni zvoki ji dogajajo. Kaj pa mogoče čist to razumevanje avtorstva? Ne? Zdaj razumemo, da zdaj ta vizualno 3D film z glasbo, to je vse v bistvu del enega dela, pa vendar zdaj, a razumeš ti to svojo glasbo na nek način kot samostojno delo ali je v tvoji glavi torej neločljivo vezano na to konkretno vizualno in prostorsko situacijo te razstave? Mislim, da je bolj pač neločljivo povezano. To se mi dostikrat zgodi v bistvu pri projektih, mislim, ko delam glasbo za koga drugega, v bistvu si zelo težko predstavljam, pa ne zato, ker ne vem, mi naj bi glasba bila všeč ali pa kaj takega, ampak se mi zdi, da je res pač kot en kamenček v mozaiku pač večjega dela. Je glasba že sama informirana pač z drugim dogajanjem, torej ne vem, v tem primeru pač zgodbo, tekstom, liki, ki se pač pojavijo in atmosfero, da bi osebno zelo težko ločil glasbo od samih pač prizorov. Je pa res, da gre za bolj tako atmosferično glasbo, ne? Zdaj, ko si omenil določene like, ne? Če imaš ti recimo, ne vem, Hans Zimmer dela muziko za nek film, pa ima te light motive isto za določene like, pa jaz doma ločeno poslušam CD od Hansa, ne gledam vedno zraven tudi filma, ne? Medtem ko v tem primeru to mogoče je vse skupaj malo bolj prepleteno, splasteno skupaj in je mogoče malo bolj zintegriran by en piece, ne? Ja. Pa kako pa ostali recimo v projektu vidite to? Recimo ta nek pojem nekega soavtorstva. Recimo Lara, ti si pač podpisana pod projekt kot avtorica pač tega projekta, ne? Sicer smo zelo pazili, da smo vse posod navajali pač čisto vse, ki so pri projektu sodelovali, ne? Zelo smo se včasih tudi borili za to. Hvala. Ampak vseeno, no, kako gledaš recimo na to? Ne? Brez recimo vsakega izmed vas tega projekta v bistvu ne bi bilo. Ne? Ja, mislim, se mi zdi, da je to tako malo specifično, pač specifika likovne umetnosti, ali kaj, da mogoče, pa ne bi rekla, da ni pogosto, ker se mi zdi, da je, ampak nekako še vedno ne razumemo, recimo, če bi govorili o filmu ali pa gledališču, se mi zdi, da zelo jasno, da pač ne more samo en človek narediti filma ali pa predstave, da je pač, mislim, pač imaš tega režiserja, nekoga, ki ima najbrž pregled nad vsem in tudi velikokrat veto pri odločitvah, ampak ja, je vsak zadolžen za svoj segment, mislim, za svoje področje. Tako da ja, mislim, jaz na to zelo gledam mogoče bolj iz perspektive nekega filma ali pa predstave, da je pač to neka zdaj nek organizem, ki skupaj tvori to stvar. Mislim, mojo taktirko. Tako da jaz se mi zdi pa to spraševanje, kdo je zdaj avtor česar, da je zelo tako, mislim se ne vem, Gašper, ti, ki si bilo v gledališču, me lahko mogoče tudi popraviš, ampak se mi zdi, da je tako nekaj, kar se zelo veliko temu govori na našem področju, medtem, ko če bi šli tako secirati eno predstavo, da bi bila najbrž neka druga vprašanja okoli tega. Mislim, jaz to vidim kot absolutno tvoj projekt, ampak vsi smo pač, mislim, so ustvarjalci, ja. In mislim, si ne bi želel, da je drugače, zato ker osebno imam zelo slabe izkušnje z nekimi, ko bi rekel temu, horizontalnimi pač delovnimi strukturami, sploh ko je več kot 2 osebi vključenih v projekt. Se mi zdi, da ja, je pač tako, ko je v gledališču mogoče potreben režiser, ki pač vodi celoten projekt, je pač pri tem projektu definitivno pač potrebna ti, da v bistvu vodiš cel projekt. Mislim, da se zadnje je pač tvoja vizija, ne. Tudi, mislim, največ odgovornosti zaradi tega, ne. Jasno, če pa nagrado dobijo, bo pa ona dobila, ne. Super. Mislim, se mi zdi, da kot soustvarjalec pri nekem takem projektu je neizmerno lažje biti kot pa recimo, da vodja ali pa avtor projekta, ker se mi zdi, da
lahko jaz neskončno brainstormam z Laro, pač kaj bi lahko bilo, ali pa kaj je dobra ideja, ali pa kaj se mi zdi, da je zanimivo, ali pa kaj bi lahko še vključila, ampak na vse zadnje je pač ona edina, ki ima mogoče ta nek pregled nad celim projektom, nad celo dramaturgijo in nad vsemi pač sodelovanji z različnimi ljudmi in ja, se mi zdi, da v tem pogledu pač je to kot tvoj projekt. Pač zato, ker je, pač imaš samo ti to ptičjo perspektivo. No. Mogoče, če se zdaj premaknemo še enkrat na to postavitev, torej v spodnjem prostoru, torej ta film, za vse poslušalce pač to ni zgolj film, da ti sediš pa gledaš, ne, ampak ima tudi neke izven ekranske efekte, večkanalni zvok prihaja z različnih smeri, lučke, napad epilepsije ob tistih špeglih in tako naprej. In v bistvu moje vprašanje bi bilo še glede, to mogoče tudi Adrian za tebe, torej ta neka prostorska postavitev, ki je na tej točki bila dosti tehnološko tudi pogojena. Ne? To je bilo treba pa zvezati, pa naštimati, da deluje in tudi celoten video je v nenehnem loopu. Pomeni, da ti pač, ko se video konča, se nekako takoj prelevi v začetek še enkrat ponovno, ne? S tem nebesnim s prehodom neba in oblakov, no, tako zelo seamless je lepo narejen. Kakšni so bili mogoče glavni izzivi ali pa neizzivi ali pa tehnične zagate, ki so se pojavile in ali imate PTSD? Ne, zelo super vprašanje, zaradi tega, ker to je res nekaj, kar zgleda mogoče zelo preprosto, ampak smo se s tem v bistvu vsi trije, se mi zdi, tudi spomnim se pač, da sva z Janom pol še neki pač ta zadnji dan, še tako ene par ur, pač motrila ta projekt, da je bilo to res seamless in zdaj ne vem, koliko pač vulgarno, tehnično hočeš, da to odgovorim. Mislim, mogoče bi raš povedal več kaj o tej prostorski postavitvi, zaradi tega, ker mislim, se je že omenjalo gledališče, meni se tudi, mislim, tudi mogoče delamo gledališče, zato imam mogoče tudi to perspektivo, ampak se mi je zdel izredno gledališki, v bistvu pač, mislim, gledališka instalacija na nek način. V veliki meri mogoče tudi zaradi samih luči, ki so v bistvu na nek način zelo gledališko postavljene in kar se tiče tehničnega tega lupa in vzpostavitve, pač se mi zdi, da so luč dodale še v bistvu neko dodatno zahtevnost, da je to pač, mislim ja, da tako kot si rekla, da to deluje v bistvu zelo seamless in brez kakršnekoli zagat. To je nekaj, kar se mi zdi, da je bilo tudi vedno problem pri preteklih instalacijah, postavitvah. Mislim, tudi vedno, ko delam z videom in zvokom v galerijah, se mi zdi, da je to vedno nek problem, ki se pač pojavi, zato ker v nekem tem budget levelu, v katerem pač operiramo mogoče v artu v Sloveniji, ni veliko možnosti, kako to pač izpeljati, ampak mislim, če sprašuješ po zelo specifičnih, pač smo uporabljali program QLab, ki je sicer bolj namenjen za gledališke pač predstave in je lih ta loop bil v bistvu največji problem, ker je pač kot program ne razume čist dobro, kako loopati celo playlisto, ne da bi se v bistvu spotakljena sama vase. Ja, ker nisem video lupana, lupana je pač cela postavitev, vse te lučke, vse, kar se prežge. Tako. Ja, kot rečeno, pač luči, ki jih je sprogramirala Maša Avsec, so bile v bistvu največji pač problem za ta program, v bistvu lupati. Ne vem, kaj ne rečem, pač je velik trial and error. V bistvu na začetku smo mislili, da že imamo ta loop in pa smo ugotovili, da v bistvu se je zgodil ta loop enkrat, pa v bistvu se je samo uničil na nek način. Aha, nekdo je mogel sedeti tam in spremljati, če vse dela vsakeč znova. Mislim, da smo na koncu pač ure pač presedeli, zato da smo pač videli, da ta loop res pač funkcionira. Ja, ker pač program mislim, da ni namenjen temu, da se pač lupa cela playlista, ampak da je nek konec. Ne? In boste še videli, kaj povedali. Jaz lahko podam še nek komentar iz perspektive same animacije. Mogoče, da je Lara v bistvu že zelo zgodaj vzpostavila to željo po temu, da se bi pri samem filmu razširili izven okvirov
projekcijske površine in je potem tudi sama animacija, je ta stilne spuščave se je hotel prikazati in so v bistvu tudi kadri so zelo počasni, skoraj statični in kot v bistvu kontrapoint temu je pa edina zares premikajoča se stvar v sami animaciji, je pa potem nebo oziroma svetloba, ki se premika in v bistvu je ravno ta premikajoč aspekt svetlobe se je želel razširiti bolj in nekako materializirati izven samega platna, ampak da se nam v bistvu svetloba premika tudi v samem prostoru. Se mi zdi, da ta gledališki aspekt, da to je že nekako od začetka, če rečemo, da je Loading Sun začetek, da se vedno nekako s tem poigravamo in vedno pridemo do problemov, tako da recimo Loading Sun se je cel predvajal iz Abletona, tudi video, kar je totalni faux pas, se mi zdi, iz vidika produkcije, ampak ja pač nisem jaz razmišljala o tem, da 4-kanalni zvok pa se le ne more tako enostavno predvajati. Tako da smo zdaj imeli v bistvu, se mi zdi, da zdaj v tem 3. letu smo prišli do nekega sistema, ki funkcionira, da je pa tukaj bilo tako tudi zelo pogojeno s tem, da smo imeli kinošiško, ki je vseeno malo drugače opremljena kot kjerkoli razstavni prostor in iz tega vidika je bilo vsaj meni pač super. In to, da smo lahko pol Mašo vključili z lučjo, ker se mi zdi, da je zelo je veliko dodala tej izkušnji, pa tudi čist v nekem eksperimentiranju, kaj je zdaj lahko ta video v gledališkem prostoru, da se pač malo razširša na ta trenutek. Pač da se kombinira z dramaturgijo luči, dramaturgija videa, plus potem so še pač te neki elementi v prostoru, ki se nam potem prikazujejo, tako da je res taka zelo primitivna in okrnjena, mogoče že gledališka predstava. Mislim, s to dinamiko po prostoru, no. Mislim, ni zares gledališka predstava, ampak ja, to je bilo nekako referenčna točka. No. Adrian, si ti tudi ure presedel tam, da si videl, če lup dela? Kar se lupa tiče, ne. Kaj pa si ti delal sploh? Kaj sem delal? Tekst sem napisal. Z Laro sva se pogovarjala o tem. Po mojem tudi zanimivo vprašanje v tem oziru, kaj je vloga kuratorja pri takem projektu, ki ima tudi dosti jasno začrtano vizijo. In jaz mislim, da mogoče nekaj, kar nismo toliko izpostavljali, niti ne gre toliko na kuratorje, ampak gre bolj na producente. Tako da se mi zdi tukaj zelo pomemben tudi Simon pa Reja Vogrinčič iz Zavoda 2/32 in seveda tudi Jasna Jernejšek iz Kina Šiška. Tako da to bi rekel, da je en del, kako komunicirati projekt javnosti, kako ga predstaviti javnosti, to so mogoče pač neke stvari, ki so za mene pomembne. In mogoče tudi to vprašanje, ki smo ga danes precej načenjali, je pravzaprav format razstave najboljši za to delo. To je nekaj, kar sem se v bistvu jaz precej razmišljal in tudi v končni fazi financiranje samo. A bilo tukaj smiselno bolj iti v smeri filma? Mogoče bi s tem vprašanjem jaz zaključil, ga dal še v obravnavo ostalim. Lahko jaz sem dodam, pri tvojem delu se mi zdi, da je bilo tudi v bistvu zelo pomembno to, da si bil ti nekako ta prvi zunanji, pač ne del moje core ekipe, s katerim so se v bistvu dosti redno dobivala, da sem jaz bila prisiljena pač nekomu, ki ne spremlja mogoče day to day pač napredka tega projekta, da sem te pol stvari in so potem šla čez to, tako da ja, se mi zdi, da to je bil tudi en tak pomemben aspekt v tem procesu kuratorskemu. Kar znotraj našega zavoda se mi zdi, pač probamo tudi nekako razviti, da je pa nek dialoški model, kjer so tudi neki checkpointi, kje zdaj projekt stoji oziroma kako ga peljati naprej. Ampak ja, bi pa rekel, da je tukaj zelo tudi specifična tvoja vizija, ne? Tako da se mi zdi, da tukaj se meni zdaj v bistvu največji izziv tudi malo nazaj se potegniti, pa v bistvu probati iti v toku s tem, kamor se pač projekt pelje, ne? Mogoče, no, sam produkcijsko, ja, projekt je bil vsaj za postaviti, je bil kar težav, ne, čeprav smo mislili, kaj je to, oziroma so nekateri misli, sej sem video projekcija, ne, smo to že postavili, ne, 2 dni, kaj boš to, ne. Bilo kar, mislim, da to, če se vrnem čisto na izhodišče, to, da smo spremljali, ali se lupa, tako kot se mora, je nekje postalo, je bilo tam vse prisotno, ker smo bili noter v teh prostorih konstantno in se je ta video zalupal v tej bolj končni ali manj končni obliki, tako bi rekel, kar je njih 20-30 takrat v tistih 2 dneh. Ne. Tako da, ne, meni je bila kar zanimiva izkušnja. Ne. Tudi s tem, pač, kako smo recimo prostor zgradili. Ne. Meni se pravim, tudi sem že enkrat omenil, meni je to delovalo kot nek hibridni prostor med neko opazovalnico, celo nekim space labom, veš, in potem umetniško instalacijo, galerijo. Ne. Tako da, toliko z moje strani.
Ja, iz tega vidika je ta pis zelo site-specific. Okay, se ti lahko zdaj to vse premakneš v nek drug prostor, kjer bo sicer malo drugače delovalo, ampak ti moraš zdaj ta ogledalca, pa unkomet, pa pač tisti space med platnom pa sediščem spet na novo vzpostaviti in verjetno pride do drugačnih rezultatov, drugačnega vajba, prostor je drugačne velik in tako. Tako da v bistvu je neka ta kratkotrajnost bila nehvaležna, ali je to v resnici na nek način bilo boljš, kako vi to vidite? Da ni to zdaj en mesec vsak dan tam po 8 ur na lupu, ampak da je to bilo nekako na nek način zožano, ali so to slučajno bile kakšne tehnične ovire, ki so to pogojevale? Se mi zdi, da smo bili tokrat fulor pripravljeni. To što meni, da ni bilo zahtevno, ampak ja, se mi zdi, da so pretekle izkušnje pač na tej točki zdaj že naučili, kako moramo pristopiti stvari in koliko prej moramo pač že nekatere stvari testirati in narediti backup plan in take stvari. Tudi z Laro in z Mašo smo se dobili že, ne vem, 2 tedna prej, se mi zdi, da smo sploh testirali, če lahko, kako integriramo še pač luči v cel sistem, zato ker pač sistem deluje, da pritisneš play in vse kroži, pač lupa, ampak ta tehnologija pač je pa na nek način gledališka in namenjena temu, da pač spremlja predstavo dve osebi, ne? Ena na luči, ena na zvoku, mogoče ena še na videu. Ne? Ja, in tukaj pač je bilo po eni strani pač malo več discipline z naše strani potrebne. Po drugi strani pa se mi zdi, da je tudi smo imeli ta privilegij delati pač v dobro opremljeni pač Kino Šiška, ki je čisto nekaj drugega kot pač neka galerija, ki si mora dostikrat mogoče sposoditi stvari ali pa nekaj napraskati, kar imajo mogoče. No, ampak to zdaj tam stoji in čaka na ponovno projekcijo? Ali ste to skinili, pa boste mogli vse še enkrat postaviti? Vse se še enkrat postavlja. Postavljanje je trajalo dlje, kakor sama projekcija. Pol je bila na ogled. Tako da je včasih, mogoče jaz bi tukaj, se vem, da nimam več veliko časa, ampak se mi zdi, da je pomembno omeniti, da smo imeli tudi zelo dobro financiranje v primerjavi z drugimi projekti, ki sem jih jaz delala, kar je tudi delno omogočilo, da smo razširili ekipo in ja, pač da je na temu levelu kompleksnosti bilo, kar je bilo, plus se mi zdi, da so producenti, tudi smo se dosti hitro začeli pogovarjati in pa tudi se je oprema priskrbela taka, ki smo jo robili, kar je bilo tudi zelo lepo delati enkrat v takem okolju. Kar se pa tiče tega, da bo pač to v bistvu samo 4 dni na ogled, če razmišljamo, da se je projekt delal več kot 1 leto, zadnje 3 mesece, vsaj mi, ne vem kako ste bili ostali, ampak z Janom sva tudi po 15 ur se dela za računalnikom, se pa pol človek vpraša, super bi bilo imeti vsaj še 1 ali pa 2 prenosa nekje, da se to vsaj nekako upraviči in delo vloženo in finančni vložek vseh nas v tem, no. Dela še ni konec, ne? Ja. Dela še ni konec, to moramo pač omeniti, ne? Razstava bo trajala do 16. oziroma vsaj prvi del razstave zgoraj v Kino Šiška je konstantno postavljen. 15. 16. je pa bo zopet na ogled video spodaj, to bo terjalo še tudi dan, 2, koliko, da zopet postavimo, vse verjetno programi pa to zadaj dela, bomo sam dali play in bo vse ok. No, v glavnem, to mogoče je povabilo za tiste, ki še niso videli razstave, oziroma ki niso videli videa, da imajo možnost si ogledati 15. ali 16. v Kino Šiška. 15. v četrtek, govorimo o januarju 2026, bomo imeli, mislim, da v 5. popoldne, začnemo z nekim dogodkom. Najprej Lara predstavi pač svoje projekte do sedaj, mogoče malce s fokusom na point source, ampak seveda tudi vse, kar je do tega pripeljalo. Pa bo pa temu sledil še pogovor s nekimi zunanjimi strokovnjaki, bomo videli, koga bomo do takrat angažirali, mogoče bo kdo iz arta, mogoče bo kdo iz znanosti in mislim, da bomo malce na širše še odprli vrata oziroma poglede v ta projekt. Potem pa za poslušalce tudi hvala, ker ste poslušali. V opisu epizode boste našli povezave do Larinih prejšnjih projektov,
del sodelavcev in drugih vsebin, ki smo jih omenjali v pogovoru, tako kot vsakič, v vsaki epizodi. Zdaj, če vas zanima, kako nastajajo sodobna umetniška dela, nas lahko spremljate v naslednjih epizodah. Hvala, da poslušate Pod strehico. Torej z ekipo 2x32 se bomo z različnimi umetnicami in umetniki še naprej poglabljali v produkcijske procese in medsebojna sodelovanja in seveda vabljeni na ogled Point Source. Ok, do naslednjič. Drugače se komu kakšne moje dele ven, da če bomo predolgi. Ok, super. Vi, ki si podajate mikrofon, najprej ga daš pred usta, pol začneš govoriti. Da ni ono, da govoriš že mid-sentence, ko šele ričaš za mikrofon, ker pol je to... Ok? Disciplinirana drža, ok? Zaključimo počasi. Tako da, ker zaključimo še potem. Ok, v redu.